Dober dan, boščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Pogovarjali se bomo o interventnem zakonu, ki je bil prejšnji teden potrjen v Državnem zboru in o katerem še ne vemo, kaj se bo z njim pravzaprav sploh zgodilo, saj so sindikati začeli zbirati podpise, zbrali že prek 47,000 neoverjenih sicer podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Tukaj je seveda veliko pravnih dilem, ali je sploh smiselno oziroma ali je mogoče dopustiti takšen referendum, kaj ti zakon vsebuje številna fiskalna pravila. Ampak če pride do ponovitve, če Ustavno sodišče dovoli seveda referendum, potem zelo hitro lahko pride do ponovitve volitev 22. marca, ko se bodo morda karte oziroma razmerje moči v slovenski politiki mešala na novo in kot lahko spremljamo v zadnjih dneh, se je informacijska vojna že začela in ob tej priložnosti pozdravljam danes v studiu vodjo poslanske skupine Resnica, gospod Katjo Kokot. Lep pozdrav. In vodjo poslanske skupine Nove Slovenije, gospoda Janeza Ciglerja Kralja. Pozdravljeni. Ja. In seveda bomo poskušali čim bolj konstruktivno prečesati ta zakon, da ljudem dejansko povemo, kaj prinaša, kajti zdi se mi, da če bo res prišlo do referendumske kampanje, bo vsebina zakona zreducirana samo na enega ali pa dva stavka zakon za bogate, kot smo slišali, s tem bodo rušili vaš zakon v levih strankah. Pa vendarle najprej vprašanje, zakaj nosi ime interventni zakon? To je eden od očitkov, saj nič interventnega ni, nobene krize. Ja, poglejte, tale zakon nosi ime interventni razvojni zakon, s poudarkom na razvojni, tudi zato, ker pač nosi noter rešitve, ki smo jih 4 leta obljubljali, ki smo jih pred volitvami našim volivkam in volivcem zagotovili in ki smo se zavezali, da bomo po volitvah potem in smo uspeli s partnerji, z Demokrati in Resnico, to spraviti v ta razvojni zakon. Zakaj pa ni po nujnem postopku, kot bi to nam očitajo sindikati, interventni zakon moral biti? Zato, ker pač smo predlagatelji poslanci, mi zdaj nimamo vlade, imamo odhajajočo vlado, nove vlade še nimamo in poslanski zakon pač ne more iti po nujnem postopku. In to je edini razlog in to je smešen očitek strani sindikatov, ki so pokazali svojo pravo barvo. Kakšno? Namreč to, da so bili 4 leta tiho ob vseh rabotah Golobove vlade, Levice, SD-ja, ko so ogrožali javne finance, ko so obremenjevali neto plače, so nižali neto plače, nižali pokojnine, uvajali vedno nove prispevke, obremenitve, kmetom so nalagali nove obveznosti, da ne rečem, kako so spustili levi aktivizem v vse pore družbe, kmetijstvo, spomnite se odvzemov črede kmetov možganov. Spomnite se regulacij, čipiranju mačkov, omejevanju reje pujskov, da ne omenjam vseh drugih birokratskih ovir in tako naprej. So bili sindikati tiho, pa ti nevladniki, levi nevladniki. Zakaj? Zato, ker so bili bogato financirani strani Golobove vlade. To, kar je Golobova vlada obremenjevala in jemala vsem ljudem, ki delajo in ustvarjajo, to so dajali tem nevladnikom in sindikatom. To se pozna. In seveda zdaj, ko so ugotovili, ko smo skupaj s partnerji pokazali v razvojnem zakonu, v katero smer želimo, da Slovenija gre, da je konec teh levih privilegirancev, da je konec tega aktivizma in ideološkega boja proti vsem, ki ustvarjajo, so se seveda ustrašili za svoje pozicije, za svoje financiranje in so takoj, ko je bilo jasno, da Golob ne bo uspel sestaviti vlade, bili že Štrukljevi sindikati postrojeni in je bila že grožnja z ulico. Torej, razlog ni interventni zakon, razlog je strah za svoje privilegije teh levih nevladnikov, podaljškov leve aktivistične politike, ki so nekako v spregi z Levico, prav tako pa te levi sindikati, Štrukelj in njegovi kolegi. Gospa Kokot, a ste se kaj zaplezali, ko ste pravzaprav sestavili omnibus zakon, ker zdaj zakonodajno-pravna služba pravi, da pač v delih tega zakona ni mogoče glasovati na referendumu, ker je to v nasprotju z ustavo.
Po drugi strani pa ni čisto jasno, kaj bo ustavno sodišče naredilo, ne, ker pa so notri tudi zadeve, v katerih pa ljudje imajo pravico glasovati. Ne. Zakaj omnibus zakon? Zakaj to ni bilo razparcelirano? Zakaj se je to z enim zakonom mudilo? Je bil to pač enostavno skupni zakon, ki je bil oblikovan, da ste se vi združili v sredinski steber? Kot je povedal kolega Cigler, ta zakon se imenuje interventni zato, ker se je v 4 letih uničevala naša država na ta način, da so se vedno neke nove davčne obremenitve izvajale nad ljudmi in mi smo to želeli v tistem prvem koraku, takoj po volitvah, narediti nek prvi ukrep, dati signal našemu in tujemu gospodarstvu, da se bodo zdaj stvari odvijale drugače. Ne, to ni bila napaka. Pa še nekaj, demokratični proces izgleda takole. Kandidiraš na volitvah, članiš se v določeno stranko, kandidiraš. 22. marca so bile volitve, nam je bil podeljen mandat in zatem smo pripravili to zakonodajo, o kateri smo po rednem postopku glasovali v državnem zboru in smo jo tudi izglasovali. To je popolnoma demokratičen proces. Zdaj, kdorkoli bi želel v tem postopku ali pa procesih zakonodajnih sodelovati, se lahko včlani v politično stranko, kandidira na volitvah in ko je izvoljen, sodeluje z ostalimi političnimi strankami, pripravlja zakonodajo, o njej glasuje in se jo potem sprejme. Jaz popolnoma zdaj tu ne razumem, zakaj bi mi ponovno se šli neke volitve oziroma ponovno preverjati, ali si ljudje res želijo, da mi izvajamo naše programske rešitve. Vse volitve smo že imeli. To je samo povzetek naših programskih rešitev. Ljudje so že povedali svoje. Lahko gremo še enkrat čez 3 mesece, pa še enkrat preverjati vsakič znova, če si ljudje tega še želijo, lahko pa vam samo povem, da nam samo narašča podpora, nam ne pada podpora. Zdaj, seveda, referendum je dopusten instrument demokracije, ne? Lahko se tudi po volitvah pri kakšnem zakonu že vse spremeni, volilno telo se lahko obnaša nenavadno, ampak vi boste očitno zdaj morali braniti zakon o bogatih, kot so ga pomenovali na levi, ne? Zakon o bogatih. To bo zreducirano predvsem na to, na tisto socialno kapico, ki je v zakonu, ne, se pravi postavljeno pri 7500 evrih, češ da zakon pa navadnemu državljanu nič ne prinaša. Ne. Bo to zahtevno braniti, če bo prišlo do kampanje? Zakaj so dali naslov zakon o bogatih? Jasno, v Sloveniji pač največ dosežeš, če greš na fovšijo. Ja. In oni so pravzaprav s tem zmanipulirali vsebino tega zakona, ker so vedeli, da ga na vsebini ne morejo pravzaprav razsuti, zato ker ta vsebina je dobra, ta vsebina je odlična. Mi imamo iz terena, od stroke, od vseh, ki ustvarjajo, od ljudi, od gospodarskih, kmetijskih, obrtnih, podjetniških združenj in drugih zdravnikov, recimo večinoma, imamo zelo dobre odzive na ta zakon in so rekli, hvala Bogu, da ste se spravili skupaj in prinesli to. Torej, ker so vedeli, da vsebine ne morejo razsuti, so šli na pregovorno slovensko fovšijo in to žal, zaenkrat, kot kaže pri Slovenkah in Slovencih, saj na prvo žogo še deluje, ampak naša naloga je, in mi smo tu samozavestni, da mi ta mit razbijemo. Sam sem, lahko rečem, odločen in stojim za rešitvami, ki so predlagane v tem zakonu. Ne. Razvojna kapica je samo eden od ukrepov, pa še ta ni namenjen bogatim. Kdo so ljudje, ki jih targetira ta razvojna kapica? To so razvojni inženirji. Izračunali so nekaj 13 000 ljudi v državi. Ne? Lejte, pa tudi, če je 13 000 ljudi, mi si skupaj z vsemi obrtnimi, podjetniškimi združenji in tako naprej želimo, da se ta številka iz 13 000 poveča. Gremo proti 50 000 teh ljudi, da bo Slovenija privlačna, da bojo, ne vem, mednarodne gospodarske družbe konkurenčne, ko si znotraj konkurirajo za top kadre, ne? Razvojnike, inženirje, tiste, ki vlečajo naprej. Kaj delajo ti ljudje? Ti ljudje ne sam zaslužijo pa iz zraka kot slovenski nevladniki, levi nevladniki, tele jenuli pa tele dobivajo denar, ampak oni ta denar ustvarijo na trgu, ustvarijo delovna mesta in mi si želimo s tem dati signal, da so v Sloveniji dobrodošli taki kadri, da jih želimo, da želimo dobra delovna mesta, da želimo razvoj, ne pa to, kar želijo štrukljevi sindikati, pravzaprav mimogrede, mislim, da je že skoraj 30 let en in edini sindikalist, ki je pravzaprav minister za šolstvo in minister za javni sektor in za vse ostalo,
Bom še kasneje povedal fenomen Štruklja, ne? Kaj pravzaprav kažejo ti protesti in to nasprotovanje zdaj, njegova aktivacija zdaj, ne? Kakorkoli, oni so se podvignili proti temu. Kaj pa oni želijo? Oni želijo enakost v revščini. Njihova perspektiva je minimalna plača. Mi želimo pa urediti tako, da bi vsak s svojim plačilom lahko dostojno živel, ampak da bi pa hkrati družbi dali neko vizijo, razvoj, korak naprej, ne pa, da smo vsi enaki v revščini, tako kot je bilo včasih v socializmu. No, en očitek je, da je zakon za bogate, drugi pa, da gre za razkroj države in pogosto omenjajo tudi učinke zakona, ne? Če smem, dr. Pejovnik je predvčerajšnjem v državnem svetu izjemno nasprotoval, ne? Ko sem jaz povedal resnico, s Katjo in s kolegi iz Demokratov vedno povemo, ta zakon dejansko v resnici nikomur nič ne jemlje. In dr. Pejovnik, seveda še en, bomo rekli, nosilec verjetno privilegijev ali pa bomo rekli prednosti še iz prejšnjega sistema ali pa leve provenience slovenske, ne, je protestiral. Sem rekel, no pa povejte, komu kaj jemlje. Pa je rekel, profesor na univerzi se bo mogel upokojiti. Čakajte, sem rekel, pa saj to ljudje nas prosijo, pišejo nam. Profesori nekateri se ne želijo umakniti in njihovi mladi kolegi in kolegice ostanejo tamle neki cajta asistenti, se trudijo, delajo, skušajo priti do habilitacije, ne pridejo zraven. Saj vemo, kako je to, vsi, ki smo študirali, smo videli te procese, sploh tisti, ki so pa vpeti neposredno, mladi akademiki in tako naprej, pa povejo, da do tega ne pridejo. Ampak profesor Pejovnik ni povedal, da za tiste, ki so dobri, ki jih tudi študenti želijo imeti naprej, ki jih delodajalec želi imeti naprej, naš zakon omogoča čist vse, da tudi nadaljujejo, ampak seveda predvideva, da se morata oba pogodbena partnerja strinjati. Pa še nekaj ni upošteval, ne? To je pa velika prednost, to so nas pa ljudje zdajle pravzaprav že več kot desetletje prosili. 100% dvojni status, to pomeni, prekinili bomo s prakso, da ti vzamejo, če želiš in zmoreš delati naprej po upokojitvi in se oba, delodajalec in ti strinjata, da ti vzamejo 60% penzije, po 3 letih pa celo 80% penzije. Če si ti 40 let vplačeval, ne, in dosegel pogoje za to starostno pokojnino, je prav, da če delaš naprej, dobiš 100% te penzije in to je to. Ne? Mi bomo šli po točkah tega zakona, ampak zdaj v tem, kar govorite, ne očitajo vam v opoziciji, da gre za prisilno upokojevanje, zato ker bodo pogodbe v bistvu prekinjene in lahko ponujene nove tem ljudem, ki bodo seveda dosegli upokojitev. To je edino normalno. V bistvu zdaj ta pogodba ni mogla biti kar tako avtomatično razdrta. Ne? A vi sploh veste, da delodajalec, ki je enakovredni pogodbeni partner, ne, sploh ni imel možnosti vplivati na to. Torej, če se nek zaposleni, pa recimo, da ni bil ravno najbolj prizadeven v službi, a ne? Če se je pa skrbel za to, da je neki minimum naredil, ne? Ni pa dal presežka, nič se ni trudil in tako naprej, delodajalec ni imel vpliva na to, ali bo ta človek delal tudi po doseženih kriterijih, pogojih za starostno penzijo naprej, še 2 leti, 3 leta, 5 let in tako naprej 10 let. Ker je bil vedno obtožen delodajalec, da na podlagi kriterija starosti pač se ne sme prekiniti pogodba o zaposlitvi. Glejte, to ni normalno. Mi želimo narediti normalno stanje. Naj pač se oba pogodbena partnerja sporazumete o tem, a želite nadaljevati. In sindikati niso konsistentni, veste. Na eni strani kričijo, da jaz bom rekel, sporazumnim upokojevanjem, da bomo stare kadre umaknili, ne, in da to ni v redu. Ne? Na drugi strani kričijo proti 100% penziji in delu naprej. Ker pravijo, da to bo pa pomenilo, da bojo stari ostajali, pa mladi ne bojo prišli zraven. Oboje mi je Štrukelj v roku 1 ure na državnem svetu pravzaprav očital. In sem rekel, dajte se odločiti sindikati. Ne? Kaj pravzaprav mogoče samo to, če bo dosegel starostno upokojitev oziroma upokojitev, pa se bo odločil še delati, mu bo ponujena nova pogodba, če ga bodo še potrebovali, ampak ne zdaj očitek je tudi, če bo dobival polno penzijo, po domače povedano, mu bodo ponudili potem novo pogodbo pod bistveno slabšimi pogoji, za bistveno manj denarja, kot v resnici bi si zaslužil. Gospod Svetina,
če je dober kader, vsak pameten delodajalec v današnjih razmerah na trgu dela, ki jih kar poznam, bo dal zelo dobre pogoje, da ga bo obdržal. Je res, če je dober, pa bo delodajalec recimo neumen, pa mu tega ne bo ponudil, pa ga bo hotel izkoristiti, pa mu bo dal slabše pogoje. Torej bo to spodbujalo meritokracijo, če prav razumem. Ja, normalno. In to je tudi namen zakona, ker človek je dober in mu bo delodajalec slabe pogoje ponudil, bo šel pač k drugemu delodajalcu. Lejte, kadri se dan danes iščejo z lučjo pri belem dnevu. Zdaj, en očitek je bil, da gre, kot že rečeno, za zakon za bogate. Ta drugi, ki pa ga ves čas ponavljajo, pa je razkroj socialne države, oziroma da boste ustvarili luknjo v javnih financah. Sicer meni se to zdi malo perverzno, glede na to, kakšno luknjo so oni pustili, ki odhajajo. Ampak dejansko me zanima, a obstaja ta bojazen, ne vem, da se nam pa čez 2 leti zgodi neka recesija, pa da bo potrebno varčevati, da bo potreben ZUJF, če še povečamo to luknjo v financah, ne glede na učinke zakona, ki so ocenjeni tam nekje zdaj, če prav razumem, na 650 milijonov evrov. Kako bomo to pokrili? No, tukaj se moramo pa vrniti na začetek. Kdo pa sploh polni proračun? Ne, ker ta denar ne pride kar od nekod. Zdaj imamo polni proračun, potem pa je prazno. Od nekod pride ta denar. Ne? In ta denar pride iz gospodarstva, tam, kjer se ustvarja nova vrednost. In ne bi mislili, da za visokih davkov, ne? In mi želimo razbremeniti gospodarstvo, mi želimo razbremeniti torej te kadre z dodano vrednostjo. Mi želimo privabiti investitorje v našo državo. Mi želimo postati tako, kot so naše okoliške države. Nas se vsi izogibajo zadnjih par let. Podjetja selijo vodstvene kadre na Hrvaško. Torej mi izgubljamo ta denar, ki bi ga proračun dobil, če bi mi ustvarili to ugodno okolje za gospodarstvo. Vedno moramo imeti v mislih, kdo pa polni ta proračun. Ne samo luknja, ki nastane, ampak odkot ta denar pride. In točno to poskušamo doseči s tem interventnim zakonom. Pa da gremo še naprej. Da bo gospodarstvo ustvarilo več, torej, če prav razumem. In da privabljamo tudi nove investicije. Mi si želimo več dodane vrednosti. Mi želimo dati ta signal. To ni edina zakonodaja na tem področju, torej davčnem, gospodarskem in tako naprej, ampak to je samo nek signal, v katero smer si želimo delovati v tej vladi. Pa če gremo še naprej, to ni edino. Torej potrebno je tudi pogledati, kje pa imamo preveliko odtekanje iz proračuna. Tukaj imamo še kar nekaj rezerve. Zdaj po nekih mojih kalkulacijah, pa ne bom jaz zašla v detajle, je 1 milijarda se najde hitro. Ne? Torej za začetek smo že sprejeli nov zakon o vladi, kjer smo zmanjšali tudi število ministrstev. Mi moramo vedeti, da vsak minister ima pol svoj kabinet, te zaposlene, potem celo to mašinerijo, ki gre okoli njega. In to je nek velik budžet. Samo skozi korupcijo gre 3,5 milijona, ne? 3,5 milijarde. Milijarde, ja. Milijarde, to je ocena Evropske komisije, tako da to ni neka, bom rekla, fiktivna številka. Potrebno bo tudi pogledati, kaj s temi aneksi pri teh velikih infrastrukturnih projektih. Tu se nam najbolj, bom rekla, nekako zatika. Tudi, ko se kakšna informacija teče v javnost, nekako naši organi pregona kar malo zamižijo, pa pogledajo v stran, pa je vse v redu, pa gremo naprej. In tukaj se potem mi v bistvu vprašamo, v kakšni državi sploh živimo. Da je to mogoče, da se javno naznani nekaj takega in se ne zgodi nič. Ker potem se jaz vprašam, ali res čisto psi v tej verigi dobijo svoj košček v stran, da ne ukrepajo. Naslednja stvar je zdravstvo. Tudi tukaj preko javnih naročil odteka neka velika, bom rekla, vsota denarja. Ne? Tudi tukaj, zakaj smo kar tiho? Je verjetno, ker čisto vsak v tej verigi spet dobi svoj košček in se nič ne naredi. Torej, mi želimo rešiti več stvari v tem mandatu. Res pa je, da ta interventni zakon pokriva tiste najbolj nujne stvari in daje prvi tisti signal. No in zdaj, ko gremo k davčnim razbremenitvam, mislim, da ne boste zamerili, če vas poimenujem kot koalicijo za nizke davke. Ne? Davčne razbremenitve. Zdaj, verjetno se bo še pripravil neka davčna reforma, kot smo jo videli ob koncu 3. Janševe vlade, pa je potem Golobova ukinila. Ne? To verjetno še pride. Ivan Simič mislim, da bo pri tem zagotovo sodeloval, ne? Ki je že nekaj namigoval. Ampak nekaj pa je že v tem zakonu. Znižuje se z 25% na 15% stopnja dohodnine na oddajanje premoženja v najem. Ne? Tudi tukaj jim to ni bilo preveč všeč. Ne?
Poglejte, zanimivo. Jaz mislim, da so v Sloveniji na svetu edinstveni sindikati, ki se borijo proti razbremenitvi državljank in državljanov. Ne. Torej, sindikati nasprotujejo nižjemu davku na oddajanje stanovanj v najem, še posebej za mlade in mlade družine, ko smo res dali nižjo stopno in sicer 5%. Ne. In pravijo, da to ne bo imelo nobenega efekta. Oni imajo kar neko kroglo, kjer noter pogledajo in oni že kar vejo, da to ne bo imelo Kakšen efekta. konkreten efekt pa vi pričakujete? Mi pričakujemo po vseh razpoložljivih podatkih, ne, tudi primerjavah mednarodnih, ki smo to pogledali, ne, da se bo večina tega prelila v nižje najemnine. Ne. Večina tega, ker mi verjamemo v to, da če postaviš razumne davke, vi ste rekli koalicija za nizke davke, jaz bom rekel koalicija za razumne davke. Ker vsak, ki ustvarja, se tudi zaveda, da je nek davek od tega treba plačati in tudi vsak razumen želi plačati. Ampak če so davki nabiti gor, tako kot v Golobovi vladi in pod Levico, potem pa ti vidiš, da ta denar ni smotrno porabljen, ne, potem se ti to upre in podjetniki rečejo, zakaj jaz delam, pa tvegam vse svoje premoženje, zdravje, družino, vse zato, da bo Golob in Levica razmetaval in dal jenulom, pa Nikan Kovač, pa tem, ki zdaj se vzdigujejo. Ne. Bom še kasneje povedal, zakaj tudi se vzdigujejo. Torej, Mene zanima konkretno, zakaj bodo najemnine nižje? Najemnine bodo gotovo nižje, ker bo šlo več tistih, ki oddajajo stanovanja, gotovo na, bomo rekli, legalno oddajanje. Ne. Ker če ti preobremeniš, je to nestimulativno in veliko kdo reče, na roko bomo šli, ali pa vsaj delno na roko. Ne. In drugič, zato ker bojo tudi najemojemalci pač imeli to moč in bojo lahko na nek način izrazili v partnerski poziciji pri dogovoru najemnine, da zdaj je stvar razbremenjena in da je potrebno tudi v tem prelit noter. Pa še, zaradi tega se jih bo več odločilo, oddajanje v najem in bo tudi najemojemalec lahko imel več izbire in bo tudi šel v drugemu, če bo pač obstoječi, mogoče preveč rigiden in ne bo pripravljen na znižanje. In podobno, zanimivo, sindikati nasprotujejo znižani stopni DDV-ja na osnovno košarico živil. A ste že kje na svetu kaj takega videli? Torej, govorimo o 15 živilih, ne? Ja, 15 živil, točno so navedena. Ja, bela moka, kruh, testenine, goveje, svinjsko, piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi siri, maslo, jajca, sveže sadje, zelenjava, beli sladkor in tako naprej. Ampak rekli pa so, da se bodo samo za par centov poznalo. Ja, oni že spet tudi kar predvidevajo, da se to ne bo poznalo. Raziskave kažejo, na Portugalskem recimo se je 70% takega znižanja prelilo v končne cene. Zdaj pa še nekaj, sem že zasledil izjave Trgovinske zbornice Slovenije, ki je tudi partner v ekonomsko-socialnem svetu, da se zavezujejo, da bojo prelili to znižanje DDV-ja v končne cene. Seveda pa, jaz mislim, da naslednja vlada, kjerkoli že bo, mora pa poskrbeti za to, da povabi trgovske družbe, se jih ni neskončno veliko, da se zavežejo, da bojo nižji DDV prelile v nižjo končno ceno za potrošnika in na tak način nekako naredimo neko neformalno zavezo in damo signal tudi državljankam in državljanom, da se da drugače, ker Golobova vlada in Levica, predvsem Mesec, Golob in Maljevac, recimo, oni znajo samo usekati prispevek ali pa davek, jemati in potem si ta denar oni lastijo, veste? Zato je zdaj tak upor. Oni so začutili, da se jim tresejo tla pod nogami, oni si lastijo ta denar ljudi, ker menijo, da so pametnejši in da bojo oni razdelili tistim, kjer jim oni mislijo. Mi bomo pa to presekali. In zato je taka panika zdajle v sindikatih, pri Jenulu, pri Lukiču, pri vseh ostalih, ki so se zdaj dvignili in za petek zdaj že napovedujejo prvo kolesarjenje in proteste in tako naprej, nas bojo zmerjali. Zakaj? Zato, ker oni vejo, kje bomo dobili za teh 500 milijonov finančnih posledic, ki jih naš zakon prinaša. Vejo, kje bomo dobili. Točno pri njih bomo dobili. Zato, ker ni prav, da nekdo, ki ustvarja, prispeva v proračun, potem pa takile aktivisti, ki so podaljšek leve politike, porabljajo ta denar za mešanje megle in zmedo pri ljudeh. Pazite, mi bomo to prekinili,
presekali in zato je zdaj živčnost velika. Ne? No, se do tega, do nevladnikov pridemo še, ampak a so to rešitve, ki bodo olajšale ljudem življenje? Bral sem številke pred nekaj dnevi, da se je hrana od korone podražila med 50 in 70%, stanovanja pa skoraj za 90%. Ja, to pa je spet rezultat napačnih politik prejšnje vlade. Namreč nekaj se moramo zavedati, da če ti dvigneš minimalno plačo, se posledično dvigne čisto vse. Čisto vse se dvigne, čisto vsaka storitev, plačilo vrtca, potem plačilo, bom rekla, trgovke v trgovini, dvigne se cena hrane in tako naprej. Samo, bom rekla, nek bruto dvig minimalne plače, brez da ti nekako drugače to reguliraš, povzroči točno to, da so ljudje še bolj revni. Kaj bi bilo treba narediti, je vedno bolj razbremenjevati ljudi, pa kot je povedal kolega, potrebno ljudem pustiti več v žepu. Naj sami s tem denarjem razpolagajo, ker neka miselnost, da država boljše ve, kaj je za nas, kot vemo mi sami, je zgrešena. Ker ravno ta višek denarja, ki se zdaj pobira, je potrebno nekako ozavestiti, da ga država ne vrne v vsakem primeru k nam, ne vrne ga v socialo, zdravstvo, ne vrne ga v infrastrukturo, ampak velik kos tega denarja odteka v stran. Ali bodo ljudje v trenutku boljše živeli od tega zakona z nekaterimi rešitvami? Da, bodo. Naprimer, v zdravstvu, če pogledamo, to bo privedlo do trenutnega skrajševanja določenih čakalnih vrst. Menite, od katera stvar zdaj, se pravi odprava te prepovedi dela pri zasebniku, če si zaposlen v javnem zdravstvu? Absolutno, poglejte, če mi vplačujemo v neko skupno javno blagajno, se temu reče javno zdravstvo in popolnoma vseeno je, kje se ta storitev opravi. Če to privede k skrajševanju čakalne vrste, je absolutno potrebno razbremeniti te javne bolnišnice in zavode na način, da omogočimo delo tudi zasebnikom. To je neka rešitev, ki bo v trenutku privedla, bom rekla, do nekega učinka. Tukaj imamo tudi notri rešitve, ki bojo pač trajale nekaj časa, da bojo vidni neki rezultati, ampak kot sem povedala že prej, to je skupek naših programov, nekih rešitev, katere so podprli volilci na volitvah. Ja, in kot že rečeno, je prav, da povemo, niso vsi sindikati proti vam in vašemu zakonu. Fides podpira zdravniški sindikat ta zakon. Da je to v bistvu 5 pred 12, zdaj reševanje nastale situacije. Videli smo 2 tedna nazaj odhodi internistov, Maribor, Celje. To je res, lahko rečem, osip kadra iz tega državnega dela javnega zdravstvenega sistema je, lahko rečem, že pravzaprav katastrofalen in bojimo se, tako kot je kolegica rekla, da to ne bo možno kratkoročno popraviti. Zato je ta zakon tudi po naravi interventen, ker moramo presekati to, kako bi to stanje depresije, pomanjkanje vizije in tako naprej za vse znotraj zdravstvenega sistema, za zaposlene, pa ne samo zdravnike, ampak tudi medicinske sestre, strežnike, bolničare in tako naprej, in na drugi strani za bolnike oziroma uporabnike tega zdravstvenega sistema. Nihče ni zadovoljen. A poznate koga, ki je zadovoljen s trenutno stanjem zdravstvenega sistema? Mislim, da ravno, ker smo spet imeli fotografije, dolge vrste. Evo, 140 000 žensk v Sloveniji brez ginekologa, Nika Kovač pa je fajtala gor, seveda za Golobovo vlado, pa za evropske volitve, ne za ženske, za stvar, ki je v bistvu že urejena, in je noben ni odpiral. Noben. Ona pa ni fajtala za to, da bi ženske imele ginekologa v Sloveniji. In to vam pokaže to sprevrženost tega levega aktivizma, ki si kar zmisli neke teme, prilepi etikete, recimo, ne vem, v državnem svetu sem bil prav, saj nisem več bil presenečen, sem bil pa osupel, kako daleč nekateri predstavniki sindikatov, je bil tam en državni svetnik Komac, ki je govoril kar tako lepo etikete, In sem mu rekel, da to pa ne gre, v 21. stoletju pa ne bo šlo več takle zlepljene etikete. Ja, je rekel, vi bogatuni, vi, kaj nam je še rekel? Je rekel, vi neoliberalci, ki želite vsem tem, ki imajo minimalno plačo, vzeti še to,
Ne, dejstva so čisto drugačna. Kolegica je prej izpostavila. Ne. Problem ni to, da bi bila minimalna plača visoka. Problem je, da se jo Levica vedno spravi višati administrativno. Ne za povišanjem dodane vrednosti ali pa za razbremenitve, tako kot to delamo mi. Ne. In dolžen sem vam še odgovor naprej, en izziv, ko ste rekli. Ne. Verjetno ste sami rekli, verjetno je to sam prvi korak. Ne. Seveda, mi imamo v programih nadaljne razbremenjevanje. Mi imamo nazaj v programih in v načrtu te naslednje razvojne koalicije, ki jo je ta zakon, lahko rečem, osredinil, ne, razbremenjevanje in reformo dohodnine. Mi bomo višali splošno dohodninsko olajšavo in skozi to razbremenjevali plače. Poslušajte, če ne bi Golobova vlada in Levica takoj po prevzemu oblasti prekinila naše dohodninske reforme, bi zdaj bila minimalna plača na drugačen način, brez obremenjevanja vseh delodajalcev, zaposlenih, obrtnikov, podjetnikov, kmetov, pravzaprav neto enake višine, ne, pa še vsi bi bili bolj zadovoljni. Tako da mi želimo pokazati popolnoma drugačno smer. Mi spoštujemo ljudi, mi spoštujemo njihovo delo, mi spoštujemo njihov denar in vemo, da oni za svoj denar najbolje vejo, kako ga porabiti. In to, da sindikat en Branimir Štrukelj demonizira dobičke slovenskih podjetnikov, obrtnikov, kmetov, čakajte malo, to je pa sprevrženo, oziroma to je že nevarno. To je pot v totalitarizem. Ne? Oni bi najprej regulirali, obremenjevali, potem bi začeli že s kako nacionalizacijo, bi začeli omejevati še možnost premoženja, potem bi pa še dobičke zasegli, če jim pustimo proste roke. Se ne hecam. Še pred 5 leti bi rekel, ok, to je malo igre, pa drame, ampak zdaj le vidiva s kolegico, da je živčnost taka, da oni resno mislijo, da jim ta denar, ti dobički družb, ki grejo večinoma v reinvestiranje za nove stroje, nova delovna sredstva, v izboljšanje delovnih pogojev in tako naprej, ne, oni si lastijo ta denar. In oni resnično verjamejo, naj se gledalke in gledalci ne zatiskajo oči. Oni resnično verjamejo, da ta denar, te dobički pripadajo njim, zato jih tako demonizirajo in pripravljajo teren, da če bi oni imeli moč, bi to vzeli. Mi bomo to preprečili. Če smo še malo pri zdravstvu, zdaj ukinjate dolgotrajno oskrbo, plačevanje prispevka za upokojence, ne? 650,000 jih je, velika volilna baza, če bo prišlo do referenduma, ne, bodo verjetno oni eni tistih, ki se bodo v najbolj množičnem številu odzvali, ne, ampak vemo pa, da je pri njih problem, ker so pod vplivom osrednjih medijev. Bodo razumeli, da gre pravzaprav za njihov lastni žep, ne, da bodo oni manj plačevali ali bodo prišli glasovati proti zakonu o bogatih. Ne. To bo treba upokojencem dobro razložiti, ne, kaj pravzaprav prinaša. Zdaj, gledajte, jaz pa vseeno polagam neko vero pa upanje v ljudi, ker tudi na volitvah so pokazali svoje, da znajo razmišljati svojo glavo, da tudi če jim vsak dan servirajo napačne informacije, da bodo navkljub temu znali presoditi, kaj je tisto, kar prinaša ta interventni zakon. Torej, mi smo mnenja, da je vsakršno dodatna obdavčitev te zaslužene pokojnine popolnoma nesprejemljiva in na tem bomo tudi ostali. Namreč pokojnine so že tako nizke, žal pač stanje je, kakršno je v pokojninski blagajni, to ne bo mogoče rešiti z eno samo potezo, lahko pa odstranimo ta dodatni davek, ki ga je naložila Golobova vlada. Zdaj, če naši volilci ne bi prepoznali, bom rekla, ne bi znali razmišljati o vsebinah, ki jim mi pač predstavljamo, potem tudi, bom rekla, moramo z osebnega gledišča povedati, ne bi volili mene, o nas in o naši stranki. Namreč že 5 let krožijo izključno lažne informacije, pa so navkljub temu volilci uspeli prepoznati našo vsebino, naš program, našo strokovnost in našo sposobnost. Tako da menim, da tukaj ni bojazni, da ljudje ne bi znali razbrati med vrsticami. Glejte, naša naloga je, če se smem priklopiti, da razbijemo laži in zavajanja, ki jih pač Svoboda, predvsem Gibanje Svoboda in Levica se je zdaj tudi zbudila in začela širiti te laži, da jih razbijemo. Alenka Bratušek vztrajno ponavlja, ne? Ona se vedno zbudi, ko je treba takrat z upokojenci, ne? Na koncu pa ni nikoli bila ona ministrica za socialo pa za upokojence. Ne? In je začela govoriti, da je na spizu že izračun,
in napoved, da se bojo zaradi našega razvojnega zakona mogle penzije 7% znižati. Dajte no, mislim, tega ni, ne? Nihče se tega ne dotika in to je laž. Ne? Naj ona pokaže in dokaže, naj pride z listom, ki ga je podpisal, ne vem, direktor Spiza, pa sploh se on ne odloča o višanju ali pa nižanju penzij, ne? Da ne bo pomote, ne? Ampak to dela politika. Zdaj pa, poslušajte, vsak razumen človek ve, da če bomo ukinili obveznost plačevanja obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo vsem upokojenkam in upokojencem v višini 1% od penzije, bo penzija višja. A ne? To je jasno. Ja. Sem pa slišal kar nekaj jeznih komentarjev tudi na slovenski desnici. Ne? Zdaj boste pa obremenili samo nas delovne aktivne. Ne. Jaz bi še še nekaj dodala, kaj je s tem izračunom bilo pravzaprav narobe. Oni so ta izračun nastavili na način, da potem vsi ti upokojenci, ki bi tudi po upokojitvi dobivali polno pokojnino navkljub delu in so oni izračunali potem nek fiktivni minus, ki bi nastal. In potem so rekli, ker bo toliko manj blagajni, boste vsi dobili manj. Niso pa upoštevali tega, da upokojencu vsakem primerom pripada polna pokojnina. Če pa se on zaposli, plačuje prispevke v pokojninsko blagajno. Jaz tega izračuna nisem videla. Torej, koliko pa on dejansko na novo notri prispeva, tega pa nočejo izračunati, ne? Plus kolegica Kokot, ne samo 100% prispevke, ampak tudi preko dohodnine. Tako, ker bo prejemal plačo, bo preko dohodnine prispeval več. A veste, levičari si izmislijo, ne, zato ker mi menijo, da jim pripada ta denar ljudi, ne, si izmislijo vse mogoče laži in zavajanja, mi pa bomo, naša naloga je, da to razbijemo. Ne. Pa nazaj k upokojencem, kaj nam daje pa moralno dolžnost, da smo mi predlagali ukinitev tega prispevka in jaz upam, da bomo znali to upokojenkam in upokojencem povedati. Naša moralna dolžnost, da to naredimo, je, ker dolgotrajna oskrba, razen za tiste, ki so bliže v domovih pred 1.12.2025, ne deluje. Ali je nedostopna, kar velja za večino občin v Sloveniji glede dolgotrajne oskrbe na domu, da ne bom delal krivice, nekje to deluje, ampak v večini občin to ni dostopno in večini ljudi to ni dostopno. In pa še za vse nove, ki vstopajo v sistem institucionalne dolgotrajne oskrbe, ki plačujejo tudi 500 do 700 evrov več za isto storitev ob nekom, ki je pa bil preveden. Poglejte, mislim, to je nemoralno. Ne? Če že Luka Mesec pa Alenka Bratušek zadnje cajte pa Asta Vrečko govorijo o morali, ne? Začeli so zelo moralizirati, ne? Jaz pa objektivno lahko rečem, da je to nemoralno pobirati 1% za storitev, ki niti ni večini dostopna. Ne? Plus tega bomo ukinili, oziroma je že noter sprejeto, zdaj sam upam, da bomo izborili to, da bo začelo veljati. 3%, to ni bilo toliko javno znano, nekateri so plačevali 3, oziroma še plačujejo 3% za dolgotrajno oskrbo in sicer nosilci kmetijske dejavnosti na kmetiji, popoldanski SP-ji in pa sobodajalci. Ne? Mi smo se zavezali že pred volitvami, da bomo to takoj porezali, kar pa ne pomeni nobenega ogrožanja dolgotrajne oskrbe. Poglejte, kaj so delali oni z denarjem za dolgotrajno oskrbo. Nekega na ministrstvu za finance, v zakladnici, flikali so proračun, delali so proračunske malverzacije za to, da bi bil minus manjši, da bi računovodsko to prikazali, da je vse v redu. Ne. Strogo namenski denar za dolgotrajno oskrbo je Maljevac prenašal na spis za dodatek za pomoč in postrežbo, ki sploh ni storitev iz dolgotrajne oskrbe. Tako da tu nimajo oni nobene moralne pravice, karkoli soditi. Samo eno podvprašanje za vas, ne, kar nekaj konkretnih očitkov danes na račun sindikatov ste že povedali, ne, a s tem potrjujete, da je bil zakon, ki je bil skupaj z SDS vložen na nek način kazen za sindikate, ne, da ne bodo ljudje več, da jim ne bodo več trgali od plače za njihovo članstvo, ampak da bodo sami plačevali članarino. Poglejte, ta zakon je v dobro sindikatov in sindikalizma. Zakaj? Oni so to razumeli kot vojno napoved. Zanimivo, ne? Ampak ta zakon je izključno v dobro sindikatov in sindikalizma. Zakaj? V razmerju delodajalec zaposleni, tudi po predpostavki sindikatov, je zaposleni nekaj šibkejši partner, ne? Malo šibkejši partner. In ni dobro, da delodajalec že v osnovi takoj ve, a je nekdo član sindikata ali ni. Ne? To mora biti anonimno. Ne? Tudi varstvo podatkov GDPR nas k temu vodi. In če delodajalec obračunava
sindikalno članarino in jo odvaja njegov računovodja, direktno takoj je seznanjen, a je nekdo član sindikatov ali ne. Zato je treba to prekiniti, to obveznost delodajalca, zato da omogočimo, da bo članstvo samo dogovor med sindikatom in zaposlenim, ne? In da bo to dejansko anonimno, razkrito bo pa samo, če bo posamezni zaposleni to želel vedeti. Bojo pa implikacije, posledice, seveda tu za sindikate, bomo rekli, bo trenutek resnice. Ne? Sam menim, da se bojo številni zaposleni pač odločili, kaj zdaj s tem denarjem, ker slišimo, da to niso majhni denarji. Ne? Tudi po 50 evrov mesečno, recimo, plačajo ljudje za to, da se sindikati, namesto da bi se borili za delavske pravice, ne, in res položaj delavcev in to, kar so včasih, kar bi mogel biti njihov namen, ne, in kar se številni, da ne bom vseh v isti koš metal, ne, številni sindikati to dejansko tudi delajo. Ne. Glejte, 50 evrov na mesec je 600 evrov na leto. Ne. To je že skoraj ena minimalna plača. Jaz mislim, da bo vsak zaposlen dobro premislil, a nekdo zastopa njegove interese ali ne. To pa bo posledica tega zakona. Ne. Gospa Kokot, pri nevladnikih smo. Filip Dobranič inštitut, danes je nov dan. Znan že izpred 6 let, ko je organiziral shod proti koaliciji sovraštva, ko se je sestavljala vlada SDS, NSI, SMC in Desus. Ne, na njegovem shodu smo slišali vzklike "Ubi Janša". Ne. Ampak zdaj pa smo prejšnji teden slišali naštevanje vaših imen in javni poziv njegovim podpornikom, ki so tja prišli, ne pritiskajo na vas, ne, da ne bi slučajno glasovali v državnem zboru proti dopustnosti, torej za nedopustnost referenduma o interventnem zakonu. Vi ste Filipa Dobraniča kazensko ovadili, ampak potem pa je sledil velik pogrom, ne samo strani nevladnikov, tudi medijski, češ da ste podali krivo ovadbo. Ne. To je smešno. Pa začniva na začetku. Namreč svoboda govora je osnovna človekova pravica, to je res, ampak nobena človekova pravica ni absolutna. Konča se vedno tam, kjer se začne človekova pravica drugega, kjer pride do kolizije. In v tem primeru, ko pride do kolizije med mojo človekovo pravico, do dostojanstva in do varnega in svobodnega upravljanja, torej funkcija poslanca, pridemo midva v neko kolizijo. Torej, svoboda govora je, da ti izraziš neko nestrinjanje, da ti, mi pišeš elektronska sporočila, želiš priti na sestanek, želiš se z mano pogovoriti, izraziš svoje nestrinjanje, lahko tudi na bolj grob način, ampak v tistem trenutku, ko ti javno po zvočniku pozivaš javnost k nestrpnosti, da hujskaš množico, naj me nadzira, naj pritiska na mene, pa je potrebno tole postaviti v nek kontekst. Zdaj pravna mreža, to je še ena nevladna organizacija, pravi, šlo je samo za kritiko, kritiko nove oblasti. Pravna mreža je tale gospod, tako je del te pravne mreže, če zbira denar za njo. Ne. To je smešno, da v bistvu potem on sam sebe zagovarja, pa čez druga vrata. Ne. Ampak poglejmo, midva zdaj tole še enkrat. Ti moraš vsako zadevo postaviti v nek kontekst, v kakem kontekstu je bilo to izrečeno. Mi smo že tedne predtem dobivali grožnje smrtjo. Torej pogrom nad nami, na družbenih omrežjih, ki ga je sprožila ta Levica, te nevladne organizacije, je bil grozljiv. In da ti v ta kontekst postaviš še dodaten poziv, še dajte pritiskati na njih, se potem to odvali kepa v 10-krat hujše žaljivke, grožnje smrtjo in tako naprej. Ste jih objavili, ne, na socialnih omrežjih? Objavila sem, ampak zakaj? Zaradi tega, ker ne samo, da ti nekaj rečeš, če ima to posledice, takšne, kot jih je imelo, in je bilo to mogoče pričakovati, zaradi tega, ker se je to dogajalo že predtem. Tukaj več ne govorimo o tem, da ima on neomejeno svobodo govora. Nima je, njegova pravica se konča tukaj, kjer se začne moja pravica, do varnosti, do mojega dostojanstva. Za vse poslance, ki upravljamo to funkcijo. In še enkrat bi jaz javno pozvala vse te, bom rekla, politične aktiviste, če vas to tako zelo zanima, zakaj se ne včlanite v stranko, ne kandidirate na volitvah in potem lahko sodelujete v demokratičnih procesih v naši državi. To je demokratičen postopek. Ne pa, da ti prejemaš neka sredstva iz državnega proračuna in potem agitiraš politično za točno določeno stranko pred državnim zborom. Pa se
To ni normalno. Od predsednika državnega zbora, vašega šefa Zorana Stevanoviča, ste v tistem dopisu zahtevali tudi, da se preveri zakonitost financiranja inštituta. Tako postopki tečajo in so trenutno, bom rekla, se bo izvedli v skladu z pravnim mnenjem. Ampak zakaj ste to pozvali? Menite, da je to financiranje nezakonito, ker ne opravljajo svojega dela? Kam ste ciljali? Poglejte, zadeva je sledeča. Vsak prejemnik javnega denarja mora tudi upravičiti namen teh sredstev oziroma na kak način izvaja svoje delo, zakaj je bil plačan, kakšni so ti programi in da se preveri, ali se izvaja to delo v skladu s programi, v skladu s sredstvi, ki jih je ta organizacija prejela. To je popolnoma legitimno dejanje. To lahko tudi za čisto vsako organizacijo v Sloveniji, ki je prejemnik proračunskega denarja v skladu z zakonom o teh javnih informacijah, prav tako zahtevaš. Torej, od ministrstev ti lahko vedno zahtevaš poročila, kdo je recimo prejemnik teh proračunskih sredstev. Se to je nenazadnje naš denar. In če se ta denar uporablja v neke druge namene, zakaj je bil prejet, je to potrebno preveriti. Pa če gremo še naprej, jaz bi želela celotno to zgodbo postaviti v nek kontekst. Ker ne samo, da so se naštevala imena naših poslancev, mi smo tudi včeraj povedali, kakšen pa je ta kontekst, ker najprej so nas želeli podkupiti, pa to z 7 mestnimi številkami. Ko so naši poslanci zavrnili te podkupnine, so se tudi uradno začeli pritiski. Takšni pritiski, ko po zvočniku sredi Ljubljane pozivajo množico naj se spravi nad nas. Ne? In če nekdo operira s takšno vsoto denarja, če ima na voljo vse te vzvode moči, vse te nevladnike, če ima dostop do teh 7 mestnih cifer, potem si mi predstavljamo, kakšna je to dejansko nevarnost za nas poslance. Kaj pa je naslednje, kaj sledi? Kaj je naslednje? Če oni ne uspejo s podkupovanjem, ne z grožnjami, kaj je naslednje, če imajo vso to moč v rokah? Mi na neki točki moramo prekiniti s tem. Res je, da so se mogoče v preteklosti dogajale podobne stvari, ampak to je nedopustno. In jaz imam legitimno pravico proti temu protestirati in bom z vsemi možnimi sredstvi. Boste odprli tudi fronto z nevladniki, neuradno je prišla v javnost vsaj nek obris koalicijske pogodbe. Govore o tem, da se pravzaprav iz državnega proračuna ukinja neposredno financiranje nevladnih organizacij, razen tistih, ki spadajo v okvir zaščite in reševanja, če se ne motim. Poglejte, tile levi aktivistični nevladniki so fronto odprli sami. Mi je nismo. Ne? In to, kar je kolegica Kokotova izpostavila, to je resna stvar in to je zelo utemeljeno. In tu ima vso našo podporo, govorim tudi iz lastnih izkušenj, ker sem že bil skupaj s kolegi tarča takih, lahko rečem, poskusov ne samo sramotenja in blatenja, ampak tudi linča. To je izjemno nevarno. In tu je prav, da gre kolegica Kokot z vsemi sredstvi nad ravnanja takih levih aktivistov, kot je ta Dobranič Muki in vsi ostali, ki nas hočejo prestrašiti. Ne? Kontekst je važen, to, kar ste izpostavljeni. Glejte, jaz imam sam izkušnjo, ker po takih pozivih se grožne po mailih, po telefonih in pa osebni pritiski, kajti naši naslovi so znani, ljudje nas poiščejo, ali pa kdo poskrbi in pomaga, da nas poiščejo, in potem ti to pridejo domov na hišo, tam imamo mi svoje družine, so prišli k vam, seveda večkrat. Kako je to izgledalo? Kdo je prišel? To je izjemno travmatična izkušnja, predvsem za otroke. Jaz sem odrasel. Moja žena odrasla, pa smo bili tudi malo, bi rekel, pripravljeni, pa so nas tudi prijazni sodelavci takrat CVZ-ja pripravili na to, kaj vse je možno, ampak vseeno, veste, v družino pa to useka ko en meč. Ne? Ampak kdaj in kdo? Ob različnih priložnostih, ob različnih časovnih delih dneva in različni ljudje, ne? Na različne načine. In to, vam povem, prestraši otroke tako, da se še nekaj let ne poberejo, ker ne vejo več potem, komu zaupati, koga lahko spustijo, s kom govorijo, kdo in zakaj bi želel škodovati naši družini. In to so izjemno nevarne stvari, to je treba ustaviti v kali. Zdaj pa, kar se pa tiče nevladnikov, ko ste rekli, ne?
Mi vsi vemo, da Slovenija ne potrebuje hujskačev tipa Dobranič, pa je nul pa vseh teh. Slovenija jih ne potrebuje. Kaj oni prispevajo? Kaj oni prispevajo k naši družbi? K povezovanju, bomo rekli, k integraciji in tako naprej. Slovenija potrebuje mlade ljudi, ki bojo prostovoljci, ki bojo pomagali, ki bojo v dolgotrajni oskrbi, ki bojo družabniki tem ranljivim, ki bojo pomagali v javnih ustanovah, v zdravstvu, v institucijah, ki bojo vzgajali mlade, jih peljali stran od ekranov in nezdravih praks, kemičnih, nekemičnih. Mi rabimo take mladinske organizacije, ki jih peljejo v naravo in jih vzgajajo k dobrim odnosom. Mi rabimo športne nevladne organizacije, ki mladim privzgojijo zdrav način življenja. Ne potrebujemo pa takih hujskašev. In razvojna koalicija se je zavezala k temu, da bo pregledala programe in bomo mi v skladu s svojimi vrednotami, ki so jasne, svojimi vrednotami in izhaja iz osamosvojitve Slovenije in povezovanja celotnega slovenskega naroda. Takrat je bil narod zgodovinsko gledano zelo, zelo povezan in bomo pač ločili zrnje od plev. In zato je taka živčnost zdajle pri teh. Ker vejo, da mešajo meglo, hujskajo, skupaj bom kar povedal vse odgovorne. Torej, ti levi aktivisti, nevladniki so samo podaljšana roka stranke Levica, ki tudi uporablja en močen medij Mladina, ne, da skupaj v trojčku pravzaprav izpostavljajo ljudi na pranger. Spregovorili bomo tudi danes na kolegiju, pa smo tudi že včeraj na delovnem posvetu, o tem, da osebno izpostavljajo človeka z vsemi osebnimi lastnostmi, ga body shameajo, rečejo temu danes strokovnjaki, ne? In potem na tak način izvajajo pritisk in delajo, lahko rečem, nepopravljivo škodo v slovenski družbi. To smo dolžni prekiniti in jim povedati, da je dovolj. Mi se res, spoštovani in spoštovani, proti takim praksam v Sloveniji borimo. Mi mlade vzgajamo, da to ni prav, ne? In ni prav, da to dela stranka Levica, ni prav, da delajo levi aktivistični nevladniki, ki so samo njihov podaljšek. Ni prav, da to dela tudi kakšen tednik, kot je Mladina. Ampak kako se bodo zdaj nevladniki financirali? Če prav razumem, bomo mi sami od dohodnine namenjali nevladnim organizacijam, ki so nam pri srcu, jim želimo pomagati. Poglejte, že pokojni dr. Andrej Bajuk je v bistvu nakazal smer, se spomnim, daljnega leta 2006 z uno davčno reformo, se je začelo, se spomnite, uvajati namenitev dela dohodnine. Takrat je bil sprejet 0,5% delež namenitve dohodnine. Vi in jaz od svojega zaslužka od odmerjene dohodnine 0,5% lahko namenimo direktno kakšni od organizacij. Koliko ljudi to zares naredi, ne? Jaz mislim, da jih kar. To je odvisno tudi od organizacij, koliko jih ljudje prepoznajo kot koristne in učinkovite. In jaz se spomnim, takrat sem bil v izvršnem odboru slovenskih skavtov. Najprej nismo verjeli, da bi iz tega lahko kaj bilo, pa vam lahko povem, da smo bili zelo prijetno presenečeni, ko so starši teh otrok, ki jih je zdaj mislim, da malo pod 5000, takrat jih je bilo pa okrog 4000 članov, ne, so starši v veliki meri to namenili in recimo je takrat bil nek znesek, ko se je lahko zagotovilo recimo plačo za enega zaposlenega. Veste, kaj to pomeni za eno res dobro nevladno mladinsko organizacijo, kot so skavti, da lahko rečem, planira naprej, da ima za enega zaposlenega stabilno financiranje zagotovljeno. In če se bi takrat ta organizacija ali pa kjerakoli druga dobro obrnila, začela komunicirati, še boljše delati, skrbeti za to, da ima zaledje, lete, to si lahko na tak način dobro zagotovilo financiranje. Mi smo že v času covida, če se prav spomnite, v teh interventnih zakonih zagotovili 1% financiranja, smo že dvignili ta namenitev. Naša vizija, zdaj pa govorim čisto kot NSI, SLS Focus, naša vizija je, da gre to proti 3%. Ne rečem, da bo to zdaj v tem mandatu, ampak gotovo je naša vizija, da se ta odstotek namenitve dvigne, da pa ukinemo vse te kanale financiranja teh podaljškov leve aktivistične politike, ki so, spomnimo se, tudi bili vsaj v neki manjši meri izpostavljeni, razkrinkani, tudi
ministrica Ajanović-Hojnik je takrat morala iti zaradi tega in to so milijoni, kolegice in kolegi, to se ne predstavljamo, koliko denarja gre v tele, bomo rekli, mešalce megle in prinašalce razdora v naši družbi. Ja, namreč, če niso ljudje sami namenili dohodnine, ne, potem je država razporejala njihov denar in je velikokrat končal v rokah teh, ki jih omenjate. Gospa Kokot, odmevajo zdaj v teh dneh vaše obtožbe o poskusu podkupovanja 3 vaših poslancev. Ampak vidim pa na socialnih omrežjih, ne, pa tudi Levica vas je že pozvala, ne, če imate karkoli konkretnega, pa dajte ven, ne, povejte, kdo so bili ti ljudje, ki so podkupovali, zakaj tega niste prijavili policiji, ne, kaj se dogaja? Gremo še enkrat. Glede na vse, kar se dogaja, v prvi vrsti moramo zaščititi naše poslance in pa priče, ki jih imamo tega podkupovanja. Za ta namen imamo tudi najeto odvetniško družbo in delamo vse potrebne korake, da se zadeve lotimo pravilno, korektno in tako naprej. Zakaj oni želijo v Levici na vsak način, da mi to povemo, da morda pa poskušajo sanirati kakšno škodo. Ampak lahko zdaj na tem mestu povem, da vseh imen pa vseh informacij v javnost v taki obliki v tej fazi ne bomo dali, ker to ne služi ničemer, to služi samo nadaljnemu šikaniranju. Ampak boste pa prijavili policiji ali ne? Poglejte, vse te postopke vodi naša odvetniška družba in bomo postopali v skladu z veljavnim pravom Republike Slovenije. 7-mestne številke pravite? 7-mestne številke. Poglejte, to ni neka anekdota, to ni več neka šala. To je samo toliko, da si ljudje znajo predstavljati, kakšno moč ima to zaledje, s čem razpolaga in kaj vse so pripravljeni narediti za dosego svojega cilja. In tukaj se moramo kot družba se ustaviti, zabremzati, potegniti ročno in močno pa vprašati našo tožilstvo, policijo in sodstvo, ali je zdaj pravi čas, da bomo ukrepali. Ker če ni zdaj, ne vem, kdaj bo. Ampak, a je koga od poslancov zamikalo? Ko pride taka ponudba, ne? Kako se ji upreš? Glejte, ime naše stranke je resnica in prva točka našega programa je boj proti korupciji. In tukaj smo zbrani ljudje, ki dejansko v to verjamemo. Mi nismo tu zaradi nekega oportunizma. Jaz imam dosti kaj bolj pametnega za početi, kot se ukvarjati s politiko, to lahko tudi javno povem. Ni to moja edina življenjska želja. Jaz dejansko sem tukaj, ker nisem videla druge izbire, nisem videla drugega načina, kot da sama poskusim nekaj spremeniti in sem v družbi, bom rekla, iskrenih ljudi, ki enako razmišljajo. Menijo in so v svojih namerah so odkriti in iskreni. Odkar ste razkrili, ne, da ima Levica največ kavčev, ne, od takrat naprej se z vami precej ukvarjajo, ne, veliko pozornosti ste deležni zdaj v tej novi opoziciji, ne, ki se je preselila iz prejšnje vlade. Ne. Zdi se, da jim greste zelo na živce. Ne. Kakšen karakter ste vi kot poslanka, da recimo ne klonite pod temi pritiski, ne, marsikdo gre v defenzivo, vi pa ne? Glejte, jaz bom rekla, za nek sarkazem potrebuješ visoko mero inteligence, pa ne da se hvalim, ampak že po 1 uri opazovanja, torej dogajanja in govora strani z Levice, enostavno ne moreš, da ti ne pride ena taka ideja v glavo, na kak način njim razložiti, v bistvu, kako potratno razsipavajo z našim proračunskim denarjem. Poglejmo to, v javnost so prišli vsi ti prisluhi, kako teka naš denar, nihče se ni zganil. Prihajajo ven dokumenti o odtekanju denarja, nihče se ne zgani. Prihajajo dokazi. Niste vložili na zahtevo za parlamentarno preiskavo? Nihče se ne zgane. Pa poglejmo, zanimivo, ko pa to poveš na nek sarkastičen način, to karikiraš s tem, kdo pa največ zapravlja tu noter v hiši, kje najbolj odteka denar, komu je najmanj mar za to, kako se troši, vzameš za prispodobo kavč, pa zve cela Slovenija. In gledajte, če je to način, ki je potreben, da mi odpremo ljudem oči, pa bom jaz še naprej na tak način delovala. Meni je dober sarkazem nekaj najboljšega na svetu. Smo že skoraj pri koncu pogovora, ampak gospod Cigler Kralj, to, kar smo slišali, ne, direktno podkupovanje 7-mestne številke, res se zdi, da želijo, ne vem, so to z vodi moči v ozadju ali pa konkretno odhajajoča vlada narediti vse, ne, da bi se morda ti 5 pred 12 še kaj zalomilo, ne vem, predlog tehničnega mandatarja, pravzaprav na predvečerku Janez Janša sporoči, da ima podpise za mandatarstvo, ne.
Kako da imate vse te poskuse? Ne? Verjetno ne moramo izključiti še kakšnega poskusa do petka, ko bo tajno glasovanje. Ne? A je to bolečina, da izgubljajo oblast, se toliko bojijo, ne vem, preiskovalnih komisij, ki so napovedane, ali zakaj imamo spet izredno obsedeno stanje, zato ker je pač prišlo do menjave vladne garniture, kar konec koncev je demokratičen proces, bi moral biti v vsaki normalni državi. Poglejte, treba je razumeti širši kontekst. Privilegiranci, to mislim in ozadja in tranzicijsko levico, pač so prepričani, da so nosilci posebne posvečenosti izvajanja oblasti v Sloveniji. In to, da se zdaj dogajajo take fronte na različnih nivojih, ne? Ozadja, poskusi podkupovanja, nevladniki, da bo v petek že kolesarjenje in protesti, da sindikati grozijo in bojo šli na ulico in da je živčnost velika, kaže samo na to, da oni, slovenska tranzicijska levica, ne, ki je vse te pore, ki sem jih naštel noter, lahko rečemo, se infiltrirala in se vzrasla noter, ne, da oni dojemajo, da je pravica do oblasti v Sloveniji samo njihova. In da kdorkoli drug bi si drznil, tudi če na volitvah pač pride do takega rezultata in potem konstelacije, ki se izpogaja v nekih, bi rekel, vsebinskih središčih, ki se potem najdejo ljudje skupaj, dajo poudarek na vsebino in potem vidijo, da je možna neka skupna in drugačna razvojna pot naprej, ne, je to kar naenkrat za njih, bom rekel, oprostite jeziku, system error. Oni tega ne znajo in ne zmorejo sprejeti. Ampak zato je naša dolžnost te razvojne koalicije še toliko večja, da mi dejansko gremo v to, če tudi nam marsikdo zdaj reče, saj ste nori. Ne? Proračunska luknja, kaj luknja? Jama, ki so jo skopali. Sovražnost v družbi, ideološki boj, delitve. Da ne govorim o tem, da praktično ni človeka, ki bi bil s poročanjem informativnega programa nacionalne televizije zadovoljen. Da vidimo, da mainstream mediji pravzaprav jejo z roke tem ozadjem tranzicijske levice. Ne? In vse delajo za to, da bi se onemogočilo oblikovanje razvojne koalicije. Ampak nekaj pa niso vzeli v račun. Niso vzeli v račun, da slovenski človek, tudi ko ga ti pa preveč pritisneš, ne, on reagira. In tokrat so ljudje šli, več kot 500 000 ljudi je za nas, za desni blok glasovalo. In so ljudje vzeli v svoje roke svojo prihodnost. In mi tega ne bomo zapravili, mi bomo to zaupanje upravičili in bomo tudi pokazali ljudem, da se da drugače in da se da s spoštovanjem in da se da razvojno iti naprej. Bi kaj dodali? Ne, odličen zaključek. Hvala obema za obisk na Domovini. Hvala za vabilo. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Gledajte nas še naprej.